Prva moja trditev je, in izhajam iz knjige Zgodovina slovenskega naroda Josipa Grudna, ki je išla pri Bohorjevi okrog leta 1910, pred Prvo svetovno vojno. Josip Gruden pravi tole: slovenski narod se je ohranil zaradi tega, ker je sprejel, dobro pravim, srečanje med krščanstvom in slovenskim narodom je bilo miroljubno, harmonično in brez večjih zapletov, brez večjega nasprotovanja. Odkot pa tisto Valhuns in kaj ti Maraboj krvavi že dolgo bije za krščansko vero, kako gre naprej? Zavrljeni dobro. Ja. Večni branje stavi. Kako? On z njimi še trdijo vero krivo, bežiti za Bohem, misliš razvalino. No, gospod Škov, kar naprej. Pa njamo zidu na skalo sivo, še dan današnji vidiš razvalino, Ajdovski se gradec imenuje. Ja. In tako naprej, ne? To ni mesarsko klanje, to je kri, ki je tekla po potoki, po Kranji, Korotani, napolnila bi jezero, a ne? Odkot to? Slište, vse to čisto leče. Nismo od včeraj, nismo brez zgodovine, nismo brez sledi v zgodovini. Imamo sledove v zgodovini in to zelo zgodne prej kot drugi. In tudi lahko rečemo, prva slovanska država je bila 3 stoletja, je Slovenec slišal Božjo besedo v svojem jeziku. Ta živa govorjena beseda je rodila narodno zavest. Naš človek je vedel, kdo je. Zaradi skupnega jezika in skupne usode. In ko je te ljudi leta 1550 Primož Trubar nagovoril z ljubi Slovenci, oni vedo, da gre za nje.